Naše kamere bodo pospremile obračun četrtega kroga, ki se bo odvijal v Vidmu, kjer domača zasedba, ki vsaj zaenkrat igra po sistemu toplo-hladno, gosti Zreče. Gostje počasi prevzemajo pobudo in tako je, 0:1, zadetek gostujoče zasedbe, številko 29 se je med strelce opisal Brnik. Vinkovič v preigravanju. Radić je lepo videl tekajočega Podkrajška, Vinkovič zastrelja in izid ostaja nespremenjen, 0:1. To, kar mirno ponudil napaka gostujoče vrste v protinapad, je krenil Mesarič, je vedno Mesarič v priložnosti, izenačenje domačih, 1:1, strelec zadetka Mesarič, ki je prestregel podajo enega izmed gostujočih nogometašev in preigral oba centralna branilca, tako Potokarja kot Kotnika. Hitro so domači znova prišli do posesti, Vrbanič lepo proti Krajncu, priložnosti mimo gola. Mesarič, toda žoga je zgrešila cilj. Dovolj hiter Mesarič, lepo Mesarič na drugo vratnico, kjer se je odkril Vrbanič in 2:1 v 44 minuti so Videmčani preobrnili izid in po zares še eni izjemni samostojni akciji Mesariča se je med strelce opisal s številko 17 Vrbanič in kot vse kaže, bo Videm odšel na odmor s prednostjo 2:1. Je dokazala, da lahko igra na zelo visokem nivoju in prvič, medtem pa nevaren poskus z velike razdalje. Kar trije nogometaši pripravljeni za strela, mislim, da bo izvedel Vinkovič, tako Vinkovič strelja, vendarle mirno, še enkrat več Banič. Na desni strani ima veliko prostora Jančič na drugo vratnico, kjer je imel priložnost za strel Brnik, toda žoge ni uspel zadeti na koncu. Nespametno v domači obrambi in to bo 11-metrovka za Zrečane, ki pa imajo v 78 minuti priložnost za izenačenje. Zupanc, mirno je Zupanc odreagiral in izid izenačil na 2:2 v 79 minuti. Frankličina, toda še enkrat več do posesti gostje. Lepo se je znašel pred vrati, številko 27, Aleš Leskovar. Lepo Brnik, še vedno Brnik. Do strela je prišel Vinkovič strelja in to bo udarec iz kota za Zreče. Mislim, da smo 15 minut je bilo dobrih, takrat smo tudi zadeli, na to smo pač nismo nekih konkretnih zadev več spravili do konca, ampak na koncu vseeno ekipa je spet pokazala srce na igrišču. Želeli smo si vsaj točko, na koncu smo jo osvojili, tako da gremo naprej. Po tistem prejetem zadetku dvignili tempo do polčasa, preobrnili rezultat, ampak smo v drugem polčasu vsako tekmo preveč pademo in smo preveč zaspani, preveč domoljub nasprotnikov in to bo trvalo k drugemu golu.